Dober večer, lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj po celodnevnem oziroma celo več kot celodnevnem druženju na različnih lokacijah v regiji sem vesel, da vas lahko pozdravim tudi na tem plenarnem dogodku ob obisku vlade v regiji. Zdaj preden preidemo na konkretno delo in pogovor o konkretnih problemih, kot je običaj, dajem najprej besedo županu Mestne občine Novo mesto, kjer gostujemo in se mu zahvaljujem za gostoljubje danes. Gospod Gregor Macedoni, prosim za par uvodnih besed. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministri, res lepo pozdravljeni tudi v Novem mestu. Mislim, da ste že kar nekaj časa tudi v naši regiji, kjer ste se seznanili z marsikaterim izzivom. Pa da morda začnem z današnjim dnem, torej prav gotovo smo v regiji, kjer je uspeh vrednota, verjetno so to marsikakšen kazalec tudi izkazuje. Danes je 123 let, kar se je rodil najbolj uspešen olimpionik v slovenski zgodovini, se pravi gospod Leon Štukelj, in tudi to je en simbol, da danes gostimo seveda na tak pomemben dan tudi slovensko vlado. Jaz bi želel morda izpostaviti nekaj stvari, ki se mi zdijo, da so regijsko pomembne. Torej vemo, da smo zelo ponosni na uspešno, predvsem gospodarsko uspešno izvozno regijo, ki pa seveda je sestavljena iz zelo velikega območja in znotraj tega območja so tudi velike razvojne razlike. Zato se mi zdi zelo pomembno, da v teh časih, ko je južna meja tudi obremenjena z migrantsko problematiko, da to območje vidimo res v tisti luči, ko trpi tudi številne izzive, torej da na nek način se pozitivno diskriminira te kraje tudi z razvojnimi programi, in glede na to, da se je dosedanji program Pokolpje iztekel, mislim, da je zelo pomembna naloga, da se ta program podaljša. In res smo veseli takih pozitivnih novic, kot je novica, da se bo recimo v Osilnici nek tak pomemben projekt za par desetletij zgodil, ki res lahko pomeni potem za te kraje neko prihodnost. Ta regija seveda potrebuje tudi neko enakopravno vključitev v infrastrukturo, v prometno infrastrukturo. Tukaj projekti tečejo. Eden najpomembnejših projektov seveda je tretja razvojna os. Mi smo veseli, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vemo, da še ni pravnomočno, pa vendar je to pomemben korak. Pomembno je, da se ta gradnja in ta projektiranje nadaljuje, tako kot seveda tudi na tretji A razvojni osi na drugem delu naše regije. Zelo pomembno na dolgi rok je železniška infrastruktura. Tudi tukaj je v delu državni prostorski načrt med Ivančno Gorico in Bečno vasjo. Želimo si, da se res pohitrijo tudi postopki proti južni meji, torej da bomo tudi v tej regiji dobili dvotirno in elektrificirano železnico. In seveda to je tisto, kar bo v prihodnosti lahko te kraje enakopravno vključevalo v slovenski pa tudi širši evropski prostor. Ko razmišljam pogosto, kaj je tisto, kar lahko mi danes naredimo, da bomo tudi za prihodnja desetletja tej regiji pomagali, pa je po mojem najpomembnejši projekt javne univerze v tej regiji, in mislim, da so prvi koraki storjeni. Želimo si, da bi tudi v tej evropski perspektivi, kjer se prihajajo nova sredstva, lahko s temi sredstvi naredili pomemben korak, ki je pomemben za to, da začnemo. Verjamem, da pa v tej regiji smo pogosto dokazali, tako kot lahko danes dokažemo, da 96%
raziskovalnih sredstev, ki jih ta regija namenja, prihaja iz zasebnega sektorja. In mislim, da del teh davkov, ki jih to uspešno gospodarstvo prispeva v državni proračun, moramo nameniti tudi tej prihodnji viziji, temu prihodnemu razvoju. In vidim ravno v tej visokošolski raziskovalni infrastrukturi, ki bo pomagala tudi s kadri tej regiji, eno pomembno priložnost. Da ne bom predolg, verjamem, da je teh manjših izzivov in zgodb, ki ste jih danes slišali po celotni regiji, veliko. Jaz bi se vam rad še zahvalil, predvsem v imenu verjetno vseh kolegov županov, za odnos, ki ga ima ta vlada do lokalne samouprave. Mislim, da to šteje včasih več kot kakšen evro, pa seveda v tem primeru govorimo tako o odnosu kot o evrih, ki so bili konkretno realizirani, in mislim, da si takega partnerskega odnosa želimo tudi v prihodnje. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj običajno ob tokratnih obiskih vlade v regiji najprej pogledamo nekaj najbolj značilnih statističnih podatkov, tako da bomo najprej dali besedo direktorju Zavoda za statistiko. Zdaj, kot boste videli iz te predstavitve, smo v regiji, ki je med vsemi 12 statističnimi regijami v Sloveniji gospodarsko najuspešnejša. Čestitke k temu. Nazadnje, ko smo bili kot vlada tukaj, še niste bili na tem mestu po vseh teh kazalcih, tako da čestitke nosilcem razvoja za ta napredek. Tukaj ste župani, gospodarstveniki, poslanci, svetniki, državni, občinski, predstojniki različnih institucij, to je pač vaše skupno delo. Regija je prva po razpoložljivem dohodku na prebivalca, je prva po splošnem zadovoljstvu ljudi nad razmerami, kar je verjetno najpomembnejši podatek, če govorimo o kvaliteti življenja, in je v ospredju še po marsičem. So tudi nekateri problemi, ki so mogoče večji, kot je v slovenskem povprečju, samo tudi na teh srečanjih, ki smo jih imeli včeraj in danes, in jih je bilo več 100. V regiji smo videli, da tudi tam, kjer obstajajo problemi, obstajajo pač tudi predlogi za rešitve, in verjetno je tudi zaradi tega statistika, kot boste videli, v regiji takšna, da vas postavlja na prvo mesto. Pa bi prosil zdaj za kratko predstavitev, potem bi prosil še državno sekretarko Fortejo iz Ministrstva za zdravje, minister je pa zadržan zaradi covid situacije, da nam predstavi na začetku tudi sliko, epidemiološko sliko v regiji, precepljenost po občinah, ker žal se še vedno spopadamo z epidemijo, in verjetno bo kasneje v nadaljevanju beseda nanesla tudi na to, kaj narediti za to, da bo ta mora čim prej končana. Zdaj pa prosim gospoda Smrekarja za uvod. Hvala za besedo, predsednik. Dober večer vsem zbranim. Uspeh je bila beseda, ki smo jo velikokrat slišali, in moram reči, da smo imeli kar izziv ne pokazati preveč, ker bi v uspehu lahko zares pretiravali slikami. Pokazal bom samo najosnovnejše stvari, in sicer se bom skoncentriral na demografijo, kjer ste v primerjavi z drugimi regijami mlado prebivalstvo, na gospodarstvo smo slišali zelo agilno, predelovalne dejavnosti prednjačijo, veliko vlaganj v raziskovanje in razvoj, in potem se bom na koncu dotaknil še splošne socialne situacije, kjer bomo pa videli visoke plače, zadovoljstvo z življenjem. Ste največja statistična regija po površini,
13% Slovenije, po prebivalstvu šesta največja, 7%, 21 občin sestavlja regijo. 146 tisoč prebivalcev, največja občina je Novo mesto, 37 tisoč, kar pomeni šesta največja občina v Sloveniji. Če mi lahko pomagate naprej, ja? Odlično. To, kar vidite zeleno na sliki, je gozd. Ena od značilnosti in posledično vpliva tudi na gostoto poselitve. Zelo redka je poselitev v vaši regiji, kar samo polovična glede na povprečje Slovenije. Na jugu in jugozahodu pa so občine, ki so po gostoti najmanjše, kot Osilnica, Kostel, Loški Potok. Poselitev je različna na tem jugozahodnem delu, zelo razpršena, medtem ko je severovzhod bolj enakomerno poseljen. Nekaj osnovnih podatkov, druga najmlajša populacija. Stopnja delovne aktivnosti je 2,4 odstotne točke višja kot v Sloveniji, 5 odstotnih točk več delovnih migrantov, bomo kasneje vse te stvari še osvetlili. Mesečna plača je v tem trenutku najvišja v Sloveniji, 10 odstotkov višja od povprečja. To znese 118 evrov, variira pa vedno je bodisi vaša regija, bodisi osrednja slovenska na prvem mestu. Bruto dodana delež BDP na prebivalca drugi največji v Sloveniji. Omenil sem že, povprečna starost je druga najnižja. S tem, da se moramo zavedati, da so po regiji precejšnje razlike. To, kar vidite, so otroci. Delež je največji v Sloveniji, sem pa tukaj izdvojil dve ekstremni občini. Na eni strani Škocjan, kjer je največ mladih v Sloveniji, in Osilnica druga najnižja v Sloveniji po tem statističnem kazalniku. Živorojeni na 1000 prebivalcev na prvem mestu Slovenije. Tudi tukaj pa vidimo, da so precejšnje razlike. Če govorimo, da ima Slovenija 9 živorojenih, je v vaši regiji 10, s tem, da v Osilnici 3 in pa 16 v Škocjanu. Študenti, med prebivalci vaše regije je 5400 študentov, ki v 65 odstotkih študirajo v osrednje slovenski regiji, v 24 odstotkih pa v vaši regiji. Ste tretji po številu študentov na 1000 prebivalcev in pa šesti glede na prebivalce, ki imajo višjo ali visoko izobrazbo. Stopnja registrirane brezposelnosti v celem obdobju nižja kot v Sloveniji vedno, s tem, da je v vaši regiji tudi Žužemberk, kjer je občina z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti v Sloveniji v tem trenutku 5,1 odstotno.